Dober dan, to so novice dneva. Gibanje Svoboda vložilo zakon, s katerim bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, preneslo bi se v obvezno, zavezanci bi plačevali 35 evrov, sredstva bi se stekala direktno v zdravstveno blagajno. To je lahko všečna politična odločitev, ki pa bo dražja, opozarjajo v Slovenskem zavarovalnem združenju. Kakšni pa so odzivi zavarovancev in politike? Medvrstniško nasilje je, da so vložili zakon, ki ukinja dopolnilno zavarovanje in uvaja plačevanje obveznega enotnega prispevka v višini 35 evrov mesečno za vse zavarovance. Za potezo, ki prehiteva vladno časovnico zdravstvene reforme, so se odločili zaradi povišanja premije pri zavarovalnici Generali. Če bo predlog, ki ste ga za zdaj načelno podprli obe vladni sopotnici, prestal parlamentarno sito, bomo zavarovanci zadnjo položnico dopolnilnega zavarovanja plačali avgusta, septembra pa nam bodo že trgali od plače oziroma prejemkov. Z denarjem bo po novem v celoti gospodarila javna zavarovalnica, ker izbire plačevanja ne bo več, se za približno 5% viša tudi število plačnikov. S tem prvim korakom preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bomo dosegli dva cilja. Prvi cilj je, preprečili bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Točka, na kateri je prišlo do preloma, je ta, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vse tri zavarovalnice zgolj in samo zavarovalni produkt in namera Generalija, da brez česarkoli dvigne premijo iz 35 na 45 evrov, in tej nameri bi sledili še obe drugi zavarovalnici, je za nas nesprejemljiva. Predlagatelji zakona so poslanci Gibanja Svoboda. Idejo, kot rečeno, podpirata tudi koalicijski SD in Levica. Gre za zavezo iz koalicijske pogodbe, poudarjajo. So pa do predloga skeptični v opozicijskih vrstah. V Novi Sloveniji menijo, da gre za prelaganje zavarovanja iz levega v desni žep, še bolj ostri so v SDS-u. Gre za improvizacijo na improvizacijo strani te vlade, pravijo. Vladna koalicija žal zganja ceneni PR. Nič drugega. Zmedeni ukrepi, nejasne prioritete, napoved številnih reform, nobena od teh pa, kot vidite, ne gre v pravo smer. Tri koalicijske stranke in vsi koalicijski poslanci stojimo za tem, da bomo naredili prvi odločen korak k temu, da dopolnilno zavarovanje odpravimo. Naša prizadevanja so jih spodbudila, da so začeli delati, tako pa so se na koalicijsko vložitev zakona, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, odzvali v društvu Inštitut 1. oktober, ki ga vodi nekdanji poslanec SDS-a Pavel Rupar. Društvo je pripravilo tudi svojo različico zakona, če vladna koalicija v prihodnjih 50 dneh ne bo ukinila dopolnilnega zavarovanja. Napoveduje nove proteste. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja podpira tudi Zveza društev upokojencev Slovenije. Pričakujemo, da bodo dejansko dopolnilno zdravstveno zavarovanje enkrat ukinili in vse skupaj prenesli vse te obremenitve na zdravstveno zavarovanje, torej na prvi steber. Zaradi tega, ker, kot vidite, zavarovalnice imajo relativno odprte roke, da dvigujejo cene, naši člani pa nimajo sredstev, da bi te cene lahko pokrivali, računajo pa seveda na polno zdravstveno oskrbo. Več seveda ob 19. Medvrstniško